V zadnjih desetletjih se vse več ljudi odloča za selitev v druga okolja. K nam prihajajo priseljenci iz oddaljenih dežel, redki pa niso niti primeri, ko se Slovenci podajo na tuje. Nekateri za mesec ali dva, drugi za desetletje ali več. V studio danes prihaja gospa, ki se je pred dobrima 2 desetletjema odselila na Nizozemsko, kjer je pognala nove korenine. Alenka Prezelj, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Hvala za povabilo. Dober dan. Vaša pot na Nizozemsko se danes zdi pravzaprav tako malo turistična. Ja. Seveda je prste imela zraven tudi ljubezen, ampak brez obojega ne gre. Ste si že takrat predstavljali, da boste ostali v tej deželi pravzaprav polnih 20 let? Pa to gre kar samo od sebe. Mislim, da če bi človek to vedel, kako se bo v življenju odvijalo vnaprej, da bi bilo drugače mogoče. Sicer ste diplomirali kot novinarka v Ljubljani na univerzi, delali na nacionalnem radiju. Je bil ta prehod iz tega sveta na Nizozemsko težak v tem smislu? Ja, dejansko je to pomenilo za mene, da začnem vse od znova. Življenje se začne v bistvu znova postavljati, treba se naučiti jezika, prijateljev nisem vzela s seboj, seveda, družina ni šla za menoj, kar pomeni, da si tam nekako sam, imaš seveda partnerja, treba se je bilo naučiti jezika, vzpostaviti svoje nova prijateljstva, nova poznanstva in na ta način, ja, to pomeni, da začneš od znova. Ta prekinitev tega socialnega okolja, v katerem ste odraščali, študirali, to je kar ta resna preizkušnja, ne? Ja, seveda, ja. Je resna preizkušnja. Po drugi strani pa tudi zanimiva. Mislim, da sem v tistem obdobju, ki ni bilo enostavno obdobje, tudi imela željo po spoznavanju nekega novega okolja, nove družbe, učenje novega jezika in ta motivacija prinese s seboj tudi druge misli pa druga občutja. Spoznavanje, učenje, avantura. Omenili ste drug jezik, nizozemščina je od slovenščine zelo drugačna. Zelo drugačna, ja. Zelo drugačna. Kakšna je? Mogoče, če razložim na drugačen način, moj partner pravi, da mu slovenščina zveni kot kitajščina. Slovenščina izhaja iz slovanskih jezikov, nizozemščina je neka mešanica angleščine, nemščine, francoščine, torej čisto nekaj drugega. Kar je meni pomagalo pri učenju nizozemščine, je seveda dejstvo, da sem se učila in nemščino in angleščino, malo tudi italijanščine, tudi motivacija seveda, tudi želja po znanju, po učenju jezika. In najbrž tudi neke nadarjenosti. Ja, jeziki so mi bili vedno všeč in vedno sem se jih z lahkoto učila, drži. Danes ste zaposleni v veliki banki na področju socialne varnosti, tako. Teh poklicev pravzaprav pri nas ne poznamo, kot ga vi opravljate sedaj na Nizozemskem. Povejte nam kaj več o tem. Ja, drži in moram prav razmisliti, katere besede bom uporabila, da bom znala razložiti, kaj počnem. Tega poklica v Sloveniji ne bi mogla početi. Je registriran poklic, Nizozemska ima namreč posebno zakonodajo, kar se tiče dolge bolniške odsotnosti z dela. Ta zakonodaja pravi, da se mora ta delodajalec in zaposleni 2 leti truditi, da zaposleni hitro pride nazaj v službo, ali v lastno službo, ali v drugo službo. Skratka, ne čaka se, da zaposleni ozdravi, ampak je že treba v vmesnih obdobjih tudi iskati možnosti za delo. Ta zakonodaja pravi, da se morata zaposleni in delodajalec tudi storiti določene obvezne korake, potrebno je veliko dokumentirati. Moj poklic je zelo dinamičen, ker skrbim za administracijo, moram poznati zakone, je tudi registriran poklic, kar pomeni, da se moram letno izobraževati. Velik del svojega tedna ali pa dneva pa sem tudi v pogovorih z zaposlenimi, z vodji,
komuniciram, kar je meni na kožo pisano. V katerem jeziku? Ja, in nizozemsko in angleško. Tudi veliko angleških zaposlenih je v mojem podjetju, kjer sem zaposlena. Govorimo o podjetju, ki ima zaposlenih, mislim, da 48,000, če se ne motim, zaposlenih. Ima podružnice tudi po svetu, več kot 30. Torej je veliko in na nizozemskem, pa tudi v tujini veliko zaposlenih, ki ne govorijo nizozemskega jezika. V zasebnem življenju ste tudi mama dveh otrok, imate soproga nizozemca. Kako izgleda pravzaprav ta vaš vsakdan na nizozemskem? Najbrž ne vstajate ob 6. Ne ob 6, ob 7, ampak ja, dnevi so zelo dolgi. Zakaj so tako dolgi dnevi? Zato, ker na nizozemskem se dela od kakšnih 8, pol 9 do 5, pol 6. Pavze niso vštete v delovni čas. Torej, če delaš 8-9 ur na dan, potem prišteješ še pavzo za kosilo, odmor za kosilo. In otroci začnejo šolo pol 9, morajo iti prej od doma. Moja 2 sta srednješolca in kolesarita v šolo, kar je normalno za nizozemske razmere 40-45 minut v eno smer. Pa pride tudi pozno domov, torej 3, 4, 5. Torej ti dnevi so zelo dolgi. In potem še kakšne pošolske obveznosti, večerja, pa se je treba že pripraviti za drug dan. Kako pa je z jezikom pri otrocih? Govorite slovensko. Od vsega začetka, od rojstva se z njima pogovarjam slovensko. Torej govorite slovensko z mano, govorimo slovensko doma, govorite slovensko v Sloveniji, svojo družino. Zdajle se že malo učita tudi dialekta, raziskujeta dialekt. Drugače po šoli pa svojim očetom nizozemsko. Doma se pogovarjamo malo mešano, včasih je seveda treba oba jezika uporabiti, ker če ne nas moj partner spremlja. Zraven tega pa še angleščina. Tudi, ja, tudi. Jezik je pravzaprav tudi del kulture. Kako skrbite za ta kulturni vidik ohranjanja slovenske kulture? No, poleg tega, da se pogovarjamo v slovenščini, jaz se z njima tudi trudim, da bereta slovenščini, pa da se tipkamo prek telefona po slovenščini, da vzdržujeta ne samo govor, ampak tudi pisanje in branje. Pa seveda, kadar smo tukaj, se pogovarjamo slovensko in seveda nekaj stvari smo iz Slovenije tudi prinesli s seboj in smo jih obdržali. Kot naprimer, doma hodimo v copatih. Znano je, da Nizozemci hodijo s čevlji po hiši, torej mi imamo slovenske copate, naprimer. Kako pa je urejeno področje državljanstva? No, moja 2 otroka imate dvojno državljanstvo, jaz sem obdržala slovensko državljanstvo, to je bilo mogoče. Moj partner ima nizozemsko državljanstvo in sta dobila obe državljanstvi, slovenskega od mene in nizozemskega od mojega partnerja, od Henrija. Torej imata dvojno državljanstvo in ga lahko na srečo tudi obdržita. Ne bo treba izbirati, tudi po 18. letu ne. Vsi skupaj, celotna družina, večkrat v letu pridete na daljše počitnice v Slovenijo. Povejte nam, kaj otroke najbolj pritegne v času bivanja tukaj v Sloveniji? Ja, s čim naj začnem? Z domačo kuhinjo. Hrana tukaj ima drugačen okus, pravijo, kar je logično. Hrana prihaja z njive. Moja družina živi na vasi, pri njih bivamo, kadar smo tukaj, vse je domače. Torej, hrana ima čisto drugačen okus. Če njih vprašaš, jaz ne kuham tako dobro, ampak okej. Prostost, svoboda. Zunaj na ulici se igrati z drugimi otroki ali pa karkoli početi z drugimi otroki. Greš ven, pa najdeš koga, pa si skupaj, vzameš kolo, pa se kam zapelješ. Se zapelješ ali greš na njivo, sedeš na traktor. Ja, te stvari so jima zelo dragocene tukaj v Sloveniji. Tega na Nizozemskem nimamo. Prej ste omenili, da sta otroka končala osnovno šolo. Šolski sistem je nekoliko drugačen. Ja, kakšen je? Ja.
Začne se že s tem, da otroci začnejo osnovno šolo s 4 leti. Prvi 2 leti bi lahko primerjali z malo šolo tukaj v Sloveniji. Osnovna šola traja 8 let in v teh 8 letih dobijo vse šolske potrebščine otroci v šoli, torej ni treba nič kupiti staršem, tudi nič ne nosijo domov, ni domačih nalog, samo v 8. razredu se malo pripravijo na srednjo šolo. Kar nosijo v šolo je hrana, hrane v šoli ni. Vse je potrebno prinesti od doma. Po 8. razredu se otroci vpišejo v srednjo šolo na podlagi rezultatov, na podlagi zadnjega testa v 8. razredu, na podlagi priporočila osnovne šole in to priporočilo je spisano na podlagi tudi motivacije, tudi karakterja otroka, tudi o tem, v čem otrok je dober, kakšne talente ima. To vsi skupaj je eno priporočilo in potem se lahko vpišejo na 3 možne poti, če temu lahko tako rečem. 4-letna poklicna srednja šola, kjer se izobražujejo za poklic oziroma lahko potem nadaljujejo še poklicno nadaljevanje po 4 letih. Potem je to 5-letna splošna srednja šola, po 5 letih se otrok lahko vpiše naravnost na visoko strokovno šolo in 6-letna splošna šola, ki je zelo teoretična, po teh 6 letih se otrok lahko vpiše na univerzo. Je pa seveda v vsakem letu šolanja mogoče, da se otrok preusmeri oziroma da zamenja šolo. Če mu katera šola ne ustreza zaradi rezultatov ali zaradi česa drugega, se lahko otrok prepiše. Starši otrok bodo verjetno pozorni na to vprašanje. Kakšni pa so stroški šole? No, tudi za srednjo šolo so vsi učbeniki priskrbljeni strani šole. Torej, staršem ni treba nič prispevati, nek prostovoljni prispevek je, ampak to je bolj res, ni vredno govoriti, gre bolj za kakšne izlete ali kaj podobnega. Ostale pripomočke v srednji šoli potrebno kupiti, zvezke, svinčnike, pisala in tako naprej. Tudi prenosni računalnik, ki se v srednji šoli tudi na Nizozemskem veliko uporablja, tudi tega je treba kupiti. Vse ostalo priskrbi šola, je pa hrane ni. So take majhne kantine, mini restauracije, da otroci lahko kaj kupijo, če kaj pozabijo prenesti s sabo, ampak dejansko je na Nizozemskem tradicija, da se hrana nosi od doma v šolo. Kaj pa pogled na samostojnost otrok, zahteva šolski sistem na Nizozemskem višjo stopnjo samostojnosti ali ne? Težko primerjam, ker nimam izkušenj tukaj, kar pa jaz opažam je, da je velika razlika med osnovno šolo in srednjo šolo. Medtem ko je osnovna šola načelno zelo blizu doma, tudi se lahko pešači, so srednje šole večinoma bolj oddaljene, načelno otroci kolesarijo in 30-40 minut ali pa tudi ura kolesarjenja v eno smer je normalno na Nizozemskem. Stikov med starši in med učitelji v srednji šoli minimalno, kar pomeni, da so otroci nosilci sporočil proti staršem, če je potreba kakšno informacijo deliti. Informacije zelo malo iz šole in veliko je, se večinoma zahteva od otroka, da je tako samostojen, da se pogovori s starši ali pogovori v šoli, če kakšna stvar ne gre. Omenili ste, da se vaši otroci vozijo s kolesom vsak dan, vsako jutro, 45 minut do šole. To najbrž pomeni, da stanujete na podeželju. Smo se v zadnjih 16 letih zdaj že 3-krat preselili, to je tudi znamenitost, značilnost Nizozemske. Da zamenjaš naslov, to ni nič nenavadnega. Zdaj živimo na vasi, če tudi bi kakšen Nizozemec bolj za šalo kot zares rekel, da živimo v luknji. Ker ni nobene šole, nobene trgovine, če tudi je trgovina za naše zmeraj 10 minut s kolesom. Ampak prav v vasi ni trgovine, torej lahko bi rekli temu vas. Življenjski utrip tistega okolja je najbrž precej drugačen od središča kakega velikega turističnega mesta. Bolj si v naravi, bolj imaš več narave v okolici,
V tem vaškem okolju so najbrž bolj pristni tudi odnosi med vaščani. Se poznate s sosedi? Ja, zanimivo vprašanje, se poznamo s sosedi, ampak da so bolj pristni, to bi težko rekla. Sploh se ne da primerjati s Slovenijo. Kar se tega tiče, je Slovenija še vedno, po mojem občutku, zadnjih let bolj spontana. Na Nizozemskem, že odkar sem prišla na Nizozemsko, je vse splanirano. Če hočeš nekomu iti na kavo, se je treba naprej napovedati, je treba se dogovoriti dan in čas. Tega v Sloveniji še nimam občutka, da je tako daleč, mogoče med tednom. Mi imamo psatko, da se veliko zunaj sprehajamo, potem srečamo sosede in pridemo v stik z njimi. Je pa ni primerljivo kot življenje na vasi v Sloveniji. Vas je ta neposrednost Nizozemcev kaj presenetila, ko ste prvič stopili v stik z njimi? Ja, definitivno. Tega sem se morala kar navaditi. Na začetku, v tistem obdobju, ko sem se učila jezika in ko sem se drznila govoriti nizozemsko, so slišali moj naglas in so rekli, so takoj reagirali, naprimer v trgovini ali v baru, vi pa govorite nizozemsko, od kje prihajate? Zanimivo, dobro ste se naučili, kako to, in tako je tale stik, in to je bilo meni v bistvu zelo prijetno. Tisto presenečenje, seveda presenečenje, ampak prijetno presenečenje. Bolj sem se morala tega navaditi v službi. V podjetju, kjer jaz delam, pa na splošno nizozemska kultura naprimer ne pozna vikanja, vse je bolj formalno, rečejo, kar vidijo in kar mislijo. In v službenem okolju, če si začetnik ali pa če začneš, pa se še iščeš, je to, kar včasih občutiš kot brutalno ali pa napad na tvojo samozavest ali pa kdo si in kaj predstavljaš. Sem pa zdaj ugotovila, da mi to ustreza. Nimam nikoli na Nizozemskem občutka, da nekdo za mojim hrbtom nekaj misli o meni, česar jaz ne vem. Tako da zdaj to cenim. Kaj vam je danes, ko poznate nizozemski način življenja, Nizozemce, kaj vam je danes najbolj všeč pri njih? Prav ta neposrednost, resno, in tudi ta formalnost. Mislim, da je še zmeraj v moji službi malo manj hierarhije, ali pa ni čutna. Tudi, če imamo službe na različnih pozicijah, različne pomembnosti, mi smo kolegi med seboj, gremo na kavo, se pogovarjamo o vsem mogočem. Služba je služba, ampak še zmeraj smo kolegi. In ta formalnost, ta neposrednost, ta kolegijalnost, to mi zelo ustreza, mi je zelo všeč. Sam si predstavljam, da so Nizozemci, kar se službe tiče, zelo urejeni, da imajo visok odnos do dela, da spoštujejo delo. Je res temu tako? Definitivno, ja, trdo se dela. Se pa tudi strinjam, da drži, če imaš neke sanje in če imaš neko motivacijo. Velikokrat slišimo, da se reče, da je na Nizozemskem vse mogoče. Jaz mislim, da je vsepovsod vse mogoče, če si res nečesa želiš, pa če imaš motivacijo, pa če imaš disciplino. Tukaj pridete skupaj lepo nizozemska miselnost in slovenska miselnost, treba je trdo delati, ampak lahko prideš, kamor si želiš priti. Na Nizozemskem sem sicer ugotovila, da trdo delo ni dovolj, kar je mogoče v Sloveniji še zmeraj tako, da če trdo delaš, pa pokažeš, da znaš dobro delati, da je to dovolj za kakšen korak naprej v karieri. Na Nizozemskem ni dovolj samo trdo le delati, treba je tudi povedati, kaj znaš. Treba je se pokazati, treba je biti navzoč in to je kar izziv. Prej ste omenili dejstvo, da ste vpeljali navado, da v vaši hiši se hodi v copatih, kar je primerno in praktično. So katere od teh navad na Nizozemskem tako v veljavi, da vam niso všeč? Pa ne mislim samo copat. No, poleg tega, da se je treba, da je spontanosti minimalno, to mi je žal. Po drugi strani je logično glede na tempo, kako se živi na Nizozemskem. Ena druga stvar, na katero sem se morala navaditi, ki je nisem uspela obdržati, to sem dobila od svoje družine, pa mislim, da je tudi malo slovensko, da kadar gremo na obisk, da kaj prinesemo s sabo. Kaj majhnega, kaj domačega,
ali pa tudi kaj iz trgovine, ampak nekaj prineseš. Jaz sem nekajkrat to, ko sem šla na obisk, vzela s seboj, dokler mi niso rekli, da pa tega ne cenijo, ker se počutijo krive in se počutijo dolžne, da tudi oni nekaj prinesejo, kadar pridejo k nam na obisk, kar pa ni v njihovi tradiciji, v njihovi naravi. Tako da zdaj to spoštujem. Kako pa vaš soprog Henry doživlja te slovenske posebnosti? Ja, določene posebnosti se še zmeraj navaja. Naprimer, ta je tudi zelo zanimiva. Kadar prideš na Nizozemske na obisk, dobiš kavo in en piškot. En piškot. Ja. No, pri nas je drugače. Meni je to premalo. Ta slovenska odprtost in gostoljubnost pri nas je več kot en piškot na mizi, mogoče krožnik piškotov, pa še kaj drugega. Henry se mora tega malo navaditi. Tudi zaradi tega, ker pravi, da mogoče spravimo goste v zadrego, ampak smo se dogovorili, da če so pri nas, je to naša tradicija in če se kdo počuti krivega, razložim, da je to moja tradicija in da naj se predvsem počutijo sproščene pri nas. Če pogledate nazaj, pred 2 desetletji ste spakirali kovčke in odšli na Nizozemsko. Ko gledate nazaj, bi ponovili to gesto? Življenje gre, kakor se odvije. In mislim, da vsak človek v določenem obdobju stori nek korak, ki se potem nadaljujejo v naslednji korak in v naslednji korak in zdaj sem tukaj. Kaj bi svetovali mladim dekletom, naprimer, ki danes razmišljajo o neki selitvi nekam, o nekih sanjah, o nekem drugačnem življenju? Naj ukrepajo ali naj ostanejo doma? Jaz mislim, da je predvsem najbolj pomembno, da spoznaš, kaj so tvoje sanje in kaj so sanje nekoga drugega. Če so tvoje sanje v tujini ali doma, razišči sanje in sledi svojim sanjam, vse je mogoče, ne brez trdega dela. Alenka Prezelj, jaz vam zahvaljujem za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu, želim vam vse dobro in skoraj nasvidenje. Seveda, hvala lepa za povabilo, za prijeten pogovor, se vidimo v Ravnah. Vsekakor. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.